gosti, spoštovana publika, vse skupaj vas lepo pozdravljam na besedni postaji knjigarne Filozofske fakultete. Na današnji praznični dan smo jo pripravili skupaj z znanstveno založbo Filozofske fakultete in sicer bomo predstavili knjigo, ki je včeraj izšla, Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na Dunajski filozofski fakulteti med letoma 1872 in 1918, ki jo je uredil profesor dr. Tone Smolej. Na tem mestu bi mu jaz kar predala besedo. Prosim. Ja, najlepša hvala. Jaz se moram gospe Maji zahvaliti, ker to je že druga knjiga, ki bi morda precej kasneje išla, če ne bi bilo nje, ker ona vedno ve, da mi zamujamo in vedno določi zelo zgodaj datum predstavitve. In tukaj sem pripričan, da te knjige zdaj še ne bi bilo, če ne bi bilo danes 3. december in če ne bi določili že pred 3 meseci tako. No, skratka, potrudili smo se, par ur nismo spali pred 14 dnevi in zdaj seveda pred nami je ta knjiga. Jaz sem seveda počaščen, da smo bili izbrani, kajti danes Filozofska fakulteta s tem dogodkom praznuje pravzaprav stoletnico. Zjutraj smo imeli že slavnostni senat, rektor je dobil novo verigo, no mi smo pa dobili novo knjigo in sicer to je Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na Dunajski filozofski fakulteti. Zdaj na začetku bomo povedali nekaj splošnih zadev, potem bo pa seveda kolegica Martina moderirala rahlo to našo prireditev. Jaz bi seveda se tukaj moral zahvaliti številnim, ki so prispevali, da je ta knjiga danes išla in te zahvale bom povedal na koncu. Zdaj naj samo povem, da gre za projekt, ki je trajal 3 leta z enoletnim podaljšanjem. V celoti je ta projekt financirala Agencija za raziskovalno dejavnost in sicer gre za projekt o zgodovini doktorskih disertacij na avstrijskih univerzah, se pravi v Pragi, na Dunaju in v Grazu. Glede na to, da je v Pragi malo disertacij, smo to lahko obdelali z enim člankom, no presenetilo nas je pa dejstvo, da je seveda doktorskih disertacij na Filozofski fakulteti bistveno več, kot smo jih pričakovali. Če se pravilno spomnim, smo nekako, ko smo prijavljali ta projekt, imeli pred sabo okrog 70 disertacij. Zdaj seveda so te disertacije se precej razširile in zdaj na koncu je ostalo 105 disertacij. Govorimo seveda o disertacijah slovenskih kandidatov, oziroma gre za 104, ena kandidatka je in 104 kandidatje. Samo ena kandidatka je, to je Angela Piskernik. Naj tukaj poudarim, zato da bo vse jasno, mi imamo že eno knjigo v projektu, to je zdaj že 3. knjiga iz tega projekta in kolegica Irena je skupaj s sodelavkami izdala knjigo z naslovom Frauen die studieren sind gefährlich. Jaz sem takrat rekel, Frauen die nicht studieren sind gefährlich, ampak gre seveda pač za neko besedno igro in seveda tam so predstavljene vse doktorske kandidatke in doktorantke v Pragi, na Dunaju, potem tudi v Grazu. Malo jih je seveda, ampak so zelo natančno predstavljene, odločili smo se, da seveda je bolje, da imajo samostojno publikacijo, ker tukaj bi se pač zgubile. In dejansko je v tem obdobju, ki jo predstavlja ta knjiga, ena sama kandidatka na Dunajski filozofski fakulteti. Nadalje je treba tukaj povedati še nekaj. Odločilni kriterij je bil tako imenovana Muttersprache, se pravi materin jezik. Upoštevali smo samo kandidate, ki so ob vpisnici zapisali, da je njihova Muttersprache slovenč. S tem so seveda nekateri kandidati izpadli. Izjemo smo naredili pravzaprav samo pri 3 kandidatih, pri Richardu Zupančiču, ki je najprej pisal vztrajno Deutsch, potem pa se je očitno poslovenil, in še pri enem zgodovinarju, ki je verjetno zaradi političnih razlogov pisal Deutsch, čeprav je jasno bil Slovenec, in tretji je pa seveda Primus Lesja, ki ga boš ti kasneje predstavila. To je seveda zdaj to. Na koncu je tukaj na tem seznamu ostalo torej 105 imen in še nekaj je treba poudariti, v 19. stoletju, v 70. letih je Avstrija naredila eno pomembno reformo, uvedla je doktorske disertacije. Prej so bile seveda obvezni samo rigorozi, se pravi doktorski izpiti, potem pa so ugotovili v 70. letih, da na filozofski fakulteti
in na teološki fakulteti je za doktorsko čast treba narediti še neko razpravo in na podlagi tega vas je rektor promoviral v doktorja znanosti. In to se mi zdi zelo pomembno. Torej, izbrali smo seveda samo kandidate, ki so opravili doktorsko dizertacijo. Pri svojem delu smo se srečali še z nekim zanimivim fenomenom, namreč par kandidatov je napisalo doktorsko dizertacijo, ampak nikoli ni bilo promoviranih, ker niso opravili doktorskih izpitov. In to nam je seveda postavilo tudi določeno vprašanje, ker pač niti nismo vedeli, da je taka možnost. Tako da smo morali še nekaj izločiti. Zdaj, naj čisto na kratko povem, kako je potekal študij. Jožef II. Je ugotovil, da je študij 3+2 popolnoma nesmiseln in zato se je odločil za enotni študij. Se pravi, to, kar zdaj imamo, je razsvetljenstvo ukinjeno. Jožef II. Je bil popolnoma racionalen in rekel, zakaj bi se zdaj študij tukaj ustavljal z nekimi manjšimi, manj pomembnimi zaključki. Naj bo enoten študij in na koncu naj bojo doktorski izpiti. 3 doktorski izpiti so bili in na filozofski fakulteti so bili doktorski izpiti iz filozofije, kar je logično, matematike, kar je manj logično, in zgodovine, kar je spet logično. Ampak se pravi, kandidat, ki je hotel biti v 19. stoletju doktor filozofije, je moral opraviti tudi doktorski izpit iz matematike in fizike. To je delal Jožef Štefan, za katerega ni nenavadno, da je delal izpit iz matematike in fizike, je pa precej nenavadno, da je moral delati tudi izpit iz zgodovine. Najbrž mu ni škodilo. No, ampak potem se je s časoma videli, da pa pravzaprav se je pa treba vendarle omejiti in seveda jasno, po letu 1948 je prišlo tudi do reforme, Avstrija je prevzemala nemške zglede, ugotovili so, da imajo v Avstriji pravzaprav samo 2 učena moža, eden je bil Fran Miklošič, drugi je bil en tirolski zgodovinar Jäger, vsi ostali so bili pa v glavnem tako imenovani prusaki, se pravi profesori, ki so jih najemali, ki so jih poklicali iz Nemčije, iz nemških dežel. In te so bili seveda načeloma tudi protestanti in zato so včasih tudi kakšno rekli čez vodilno katoliško cerkev in zato so bili pri naših liberalnih študentih precej priljubljeni, ker so se seveda to smeli narediti. No, v 70-ih letih je pa potem, ko se je pač univerza, torej univerza, ki jo danes poznamo, je na Dunaju nekako od leta 1850. Se pravi, univerza s katedrami, z različnimi smermi in tako naprej. In v 70-ih letih so se odločili torej za reformo, ki sem jo že omenil, treba je bilo predložiti tudi doktorsko dizertacijo. In potem opraviti 2 izpita. Vsi so morali opraviti rigoros iz filozofije in to je bilo pač nujno, ker so pač bili doktori filozofije in iz svojega strokovnega predmeta. Prvotno je bilo to tudi zelo zamejeno, bolj ko smo šli proti koncu stoletja, je bilo pa več opcij. No in na koncu seveda, da povem seveda, katere stroke so bile najbolj priljubljene, slovanska filologija. 16 doktoratov je bilo z področja slovanske filologije, 16 jih je bilo z področja zgodovine, 11 z področja romanske filologije in 9 z področja klasične filologije. To so torej stroke, ki so najbolj priljubljene. Zakaj slovanska filologija? Tukaj so seveda slovenski doktoranti lahko študirali svoj jezik in sorodne jezike. To je pač logično. In seveda tudi književnosti. Zgodovina tudi podobno, lahko so preučevali svoje dežele, svoje pokrajine. Romanska pa filologija, o tem bo še Martina povedala, to je pa seveda predvsem zaradi tega, ker to je bil glavni tuj jezik, predvsem francoščina v Avstriji ali italijanščina in to je zvenelo zelo moderno. Razmeroma malo je klasičnih filologov, ker seveda latinščina ali grščina niso več moderni proti koncu stoletja ali pa priljubljeni. No, potem so pa stroke matematika, zoologija, filozofija 6, pa fizika 6 in tako naprej. Skratka, potem so pa že manj velike razlike, v glavnem 5, 4 in potem stroke, ki imajo enega samega kandidata, recimo mineralog, profesor Brenčič bo razložil potem na koncu še o Hinterlechnerju in orientalistika enega samega kandidata. Tukaj se moramo pohvaliti. Kolegica Vlasta Pahajner je v razmeroma visoki starosti napisala prvo knjigo in nas je tukaj prehitela. Znotraj tega projekta je na podlagi podatkov, torej samo en doktorant ima zdaj dejansko svojo monografijo
o Karlu Glazerju, ki je pomemben specialist za sanskrt. Ni bil prvi doktor sanskrta, ne samo Slovenec, ampak verjetno na vsem južnoslovanskem področju. Zdaj, seveda, če preštejemo vse te doktorske dizertacije, ki so se delale torej v približno 40-letnem obdobju, potem nekako lahko pridemo do številke 200. Okrog 200 doktorskih dizertacij je bilo napisanih na teoloških fakultetah in na filozofskih fakultetah v Pragi, Grazu in na Dunaju. 105, torej več kot polovica jih je bila na filozofski fakulteti na Dunaju, 54 dizertacij na Univerzi Karla in Franca v Grazu, na teološki 19 in mislim, da 24 na teološki fakulteti na Dunaju, samo 4 so bile pa na Karlovi univerzi. S tem je treba še nekaj poudariti, na medicinski fakulteti ni bilo doktorske dizertacije, kakor tudi ne na pravo. Študij prava je takrat veljal za razmeroma preprost študij, zato ker so kandidati imeli skripte in so lahko študirali doma. Znano je, da so pravniki študirali doma, učili so se po učbenikih in zato je bil to tudi razmeroma poceni študij. Najdražji je bil študij medicine, ker seveda je bilo treba kupiti kosti in takšne in drugačne učbenike, ker ni bilo plastike takrat in ni bilo modelov. No in zdaj mogoče še malce statistike. No torej, prvi doktorant po novem sistemu je bil matematik Franc Hočevar, ki je doktoriral leta 1876, ker pa je njegova dizertacija založena, velja v bistvu za prvo doktorsko dizertacijo na filozofski fakulteti, dizertacija, ki jo bo kasneje Matej predstavil. Drugače pa v tem času zagovarja doktorsko dizertacijo tudi Anton Jeglič na teološki fakulteti o bibličnem šestdnevju. Zanimivo je, da na teološko fakulteto so pošiljali seveda kandidate, ki so že opravili teološki študij na bogoslovnem učiteljišču v Ljubljani in so bili seveda kandidati za škofijska ali visoka mesta v cerkveni hierarhiji. Recimo v zgodnem obdobju so kar 3 poznejši škofi doktorirali na Dunaju, Napotnik, Sedej in Anton Mahnič. Anton Mahnič si je seveda zbral temo pekla. In zdaj še malce statistike. Tukaj je treba seveda še pozdraviti kolega Alojza Cindriča, brez katerega seveda teh raziskav ni bilo. Mi smo vsi tvoji učenci, Lojze, in smo zelo veseli, da si danes z nami. Seveda je Lojze pač prvi pisal o teh stvareh, napisal je krasno knjigo o doktorskih, pač o študenti iz Kranjskega. No in mi, ki pač nismo sociologi, smo se malce učili pri tvojih statistikah, smo precej bolj preprosto te stvari naredili, ampak tukaj pred sabo imate geografsko poreklo naših doktorandov. Vidite, da kar 2/3 doktorandov na Dunaju so bili seveda študenti iz Kranjske. Kolega me je seveda opozoril že prej, da seveda ne smem govoriti o Primorski, ampak da moram govoriti o Primorju. Gre seveda za Küstenland, ne zdaj o tej novi porapalski meji, ki je malo predstavlja, razširila Primorsko. Štajerske je recimo 17% doktorandov, to je čisto jasno, zato ker seveda Štajerci so lahko študirali v Grazu. Je pa nekaj zanimivo, da tretjina slovenskih študentov, Slovenci predstavljajo tretjino vseh štajerskih študentov. Se pravi, prav veliko tudi nemških študentov štajerskega ni bilo na Dunaju. Če pa so bili pa verjetno kar precej slovenskega ali drugačnega porekla. Še naprej. Tukaj nekako lahko tudi vidimo, kakšno je bilo njihovo socialno zaledje. Veliko jih je prihajalo iz kmečkih družin, 25% doktorandov, seveda to so bili že starejši, stari več kot 25 let, so imeli že pokojne očete. Zelo pomembno pa je, da so bili 22% doktorandov je imelo očete v javnih službah. To so bili profesori, učitelji, se pravi, da so pošiljali svoje otroke naprej študirati. In še to, kar je seveda najpomembneje, ker seveda nas zanima, in to nas je tudi zanimalo v tem zborniku, namreč kakšna je bila kasnejša usoda teh profesorjev. Tukaj smo seveda
danes 3. decembra na tej točki in seveda 28% od teh 105 je delovalo kot univerzitetni profesori. Nekateri so delali že v Avstriji, seveda so pa med temi naš prvi dekan, Rajko Nachtigal in še mnogi drugi. In seveda tudi naš prvi rektor Josip Plemelj, ki je bil pač matematik in je prihajal iz filozofske fakultete. Potem je bilo 40% gimnazijskih profesorjev, kljub temu, da so imeli doktorat, so morali delati še težke učiteljske izpite. In to, kar je zelo važno, bili so tudi bibliotekarji, raziskovalci in muzealci. Očitno je bilo že toliko služb na razpolago, da so se lahko zaposlili tudi kot bibliotekarji. Matija Murko je itak rekel, da si želi, da bi njegovi študenti, in to velja za Graz, delali rajši v knjižnicah, kot pa da bi šli v peku šolstva. Za 14% oseb ni bilo najti podatkov o njihovi karieri. Zdaj si lahko predstavljate, 14% ljudi je izginilo. Ugotovili smo, da seveda marsikdo je umrl med Prvo svetovno vojno, nekdo se je celo ponesrečil, skratka precej enih takih nesreč, ampak seveda ljudje so izginili in nimamo podatkov o njihovi kasnejši karieri. 4% so pa kljub doktoratu ostali katoliški duhovniki. Delali so na filozofski fakulteti doktorat in so kasneje pač ostali v duhovniški službi. Seveda je bilo pa veliko duhovnikov tudi med gimnazijskimi profesori in te so v teh 40% potem kategoriji. Tako da to je zaenkrat uvodoma vse in zdaj predajam besedo naši moderatorki. Hvala. Hvala lepa za besedo, za datum, kot sem slišala prejle, ki je bil znan ravno dovolj pravočasno, da smo vsi uspeli oddati prispevke. Hvala lepa. Skratka, to nam je vzel večino vprašanj, ker je vse to že povedal, tako da verjetno ne bom nekaj pametnega. Statistika bo lahko še enkrat vprašal. Skratka, obeležujemo seveda stoletnico te univerze na svoj način, tako kot nam je po volji, tako kot je po naših močeh. Delo je nastalo v okviru tega raziskovalnega projekta, ni pa to edino delo. Na prvo delo ne omenim, to ne sicer že malce nakazal, da je to ena 3 knjig, ki izhajajo v okviru tega projekta kot rezultat projekta. Prva je bila o ženskah, ki študirajo in so nevarne in so jo uredile 3 kolegice germanistke, ena je tukaj prisotna, Irena Samide, išla lani. Druga je ta naša knjiga skupna in tretja knjiga, ki bo išla, slišim čez 10 dni približno, je pa knjiga Lojzeta Cindriča o ljubljanskih izobražencih skozi čas in je tudi tesno povezana s tem projektom. Torej v bistvu gre za neko triado in seveda Karel Glazer, ki je pa drugače zasnovana monografska, v smislu biografsko-monografska knjiga gospe Vlaste Pahajner, indologinje. V nekem smislu so raziskave, ki so tukaj predstavljene, če ste malo pobrskali, verjetno ste mogoče ugotovili, upam, da se boste strinjali, pravzaprav zelo moderne, čeprav govorijo o preteklosti, no vse preteklosti nekaj zelo modernega, jasno, mogoče sodobnega celo. Ampak zakaj moderne? Zato, ker se ukvarjajo z intelektualno zgodovino, z zgodovino idej in vse to je, koliko vidim, precej moderno, raziskovalno področje. Seveda, če prištevamo tudi zgodovino univerze na področju zgodovine idej, intelektualne zgodovine in tako naprej. Zato bom za začetek vprašala urednika, kako je pravzaprav prišel na to idejo. Čeprav razumem, je to mogoče neki, ne bom rekla stranski produkt, ampak derivat nekih njegovih prejšnjih raziskav, ki so zadevale neko posebno skupino dunajskih študentov. Skratka, kako tebi ta ideja? Na Slovenskem se o tem prav veliko ne govori, no seveda nas je malo, vseh področij ne moremo pokriti, ampak vendar v Evropi so raziskave o zgodovini univerze zelo, zelo močne. Seveda v Sloveniji niso mogli biti zelo močne, ker je univerza razmeroma mlada. Zgodovina se napiše načeloma o zelo mladih zadevah, ampak vendarle, kako si prišel na to idejo? Ja, bom spet začel z Lojzetom. Zdaj, nekateri tukaj poznate Vero Troha, ki je bila seveda zelo pomembna tajnica našega oddelka in seveda, če je človek kakšno informacijo potreboval, jo je seveda dobil pri njej. Jaz sem se enkrat zanimal za Knaflovo štipendijo in je rekla, kar pejte k Lojzetu, on vse ve. No, in šel sem dejansko k Lojzetu in me je zelo prijazno sprejel in so se rahlo pogovarjali. Potem pa je nekoč prišla neka možnost za neko štipendijo za Dunaj, pred mnogimi leti, zdaj bo že 22 let, in je gospa Trohova rekla, ja, se to pa zanima Toneta Smoleja, pa pošljemo Toneta Smoleja. No, in jaz sem, čeprav sem si vedno želel iti na štipendijo v Francijo, sem se potem soočil z neko novo prihodnostjo in sicer to je bilo pač študij na Dunaju.
In seveda takrat pač šlo je za ti nisi bil več takrat na Dunaju, ampak nek kolega me je nekoč prosil, če grem lahko v Dunajski arhiv, univerzitetni arhiv. Takrat je bil seveda ta arhiv precej kompliciran, ker ni bilo še stvari na mikrofilmu. Ukvarjali smo se zelo komplicirano, slikali smo neke diapozitive, smo delali, nič nismo razumeli, ni bilo vse bilo čisto nečitljivo. Potem smo diapozitive projicirali na steno, pa se je še manj videli, skratka vse skupaj je bilo zelo komplicirano. No, ampak mnogo let kasneje se zvedel, da se arhiv rahlo modernizira in da je seveda vsi ti dokumenti so prišli na mikrofilme. In seveda zadeva je postala zdaj nekako bolj pregledna in meni je prišla pač ideja, da bi pravzaprav pregledal, kaj je v tem arhivu od slovenskih pisateljev ostalo. Ali je mogoče pravzaprav si tukaj najti kakšne stvari, ki jih literarna zgodovina doslej ni še analizirala. No in potem sem prišel do žalostne ugotovitve, ali pa za mene do srečne ugotovitve, da se slovenski pozitivizem ravno s tem vprašanjem nikoli ni ukvarjal, zato ker je bila to tabu tema. Govoriti o tem, koliko je Dunaj dal slovenskim pisateljem, je bilo tabuizirano vprašanje. Mi smo samo nikli. Bog ne daj, da bi povedali, kaj je neka šola, ki ni bila slovanska, dala slovenskim pisateljem. No in iz tega se je izkazalo, da je tam ogromno materijala, ogromno gradiva, ki ni bilo evidentirano. To so popolnoma v glavnem neznani podatki in nastala je knjiga o slovenskih pisateljih, dunajskih študentih. Po drugi strani je pa stvar tudi takšna, jaz večkrat rečem kolegu Borisu, da z užitkom berem spomine na preteklost. Seveda jaz sem odraščal v družini, kjer je Dunaj igral precej pomembno vlogo. Moj praded je študiral na Dunaju, pa prapradet, celo ni naredil nekega izpita in to je v nekih drugih spominih, to sem kasneje ugotovil, mogoče ne bi šel v te detajle preveč, ker ga je bilo strah izpita, pa najprej je študiral, mislim, da pravo, pa se je ustrašil pravo, ampak kakorkoli se je zgodil in umrl potem. Skratka, kakorkoli, poslušal sem te zgodbe in me je to vedno zanimalo in seveda tukaj je zdaj ena štorija, družinska zgodba. Hkrati smo pa seveda izhajali iz slovenskih pisateljev in nekateri med njimi so seveda tudi delali doktorske dizertacije in zdelo se je, da bi bilo to pač zanimivo. Itak smo bili pa prepričani, da mogoče agencija tega ne bo podprla, ampak zgodil se je čudež in agencija je to podprla. Hvala. Stalno govorimo o disertaciji, ampak mogoče vendarle, ker je tukaj tu študentska publika, to niso disertacije v današnjem pomenu besede, drži? Ja, to je bil v bistvu, to je hvala, da ste to posebej poudarila, to je bil v bistvu enovit študij, hvala Bogu za Jožefa II. Enovit študij in doktorski študij je bil del dodiplomskega študija. To so bile v bistvu nekakšne diplomske naloge. Ampak na koncu je bil naziv doktor filozofije. Kdorkoli je končal študij na filozofiji, na filozofski fakulteti, je bil doktor filozofije. Kdor je končal na teologiji, je bil doktor teologije, na pravo doktor prava in na medicini doktor medicine. To so bile edine opcije. Ampak ta disertacija je bila vendar drugačna, kot so današnje disertacije, ki ne? Zelo različne, na začetku so bile zelo kratke. Se pravi, bolj kot nekakšne diplome, pravzaprav, ne? To bo Matej še povedal, ki je natančno analiziral to prvo, niti ne diplome, bolj seminarske naloge, na koncu so pa seveda s časoma, stroke so se razvijale, so bile pa to čist primerne naloge, v glavnem so se pa potem tudi objavljale v izvestih. Nekatere so bile pa objavljene tudi v zelo pomembnih revijah iz tega časa. Seveda je pa jasno stroke, ki so bile bolj razvite, recimo pri nas so imele večje rezultate. Slavistika je bila na izjemnem velikem nivoju, na svetovnem nivoju, bi lahko rekli. Se to bo pa Andrejka podobno. Hvala. Ja, zdaj Dunaj je bil seveda takrat prestolnica cesarstva, z tega stališča seveda izjemno razvito mesto, kar zadeva pač intelektualno življenje, univerzitetno življenje in tako naprej, in zato je bil a priorno privlačen, seveda tudi za Slovence kot narod, ki je živel v okviru te monarhije. Ampak vendarle mogoče nekaj o Dunajski filozofski fakulteti. Kakšna je bila ta fakulteta pravzaprav? Kdo je vse tam delal, kdo je vse tam študiral? To so bila nekatera prominentna imena za različne stroke. Se pravi, Slovenci smo bili dejansko neposredno v stiku z, recimo,
najnaprednejšimi raziskovalci tega časa in tako naprej. Lahko kaj o tem poveš mogoče? Ja, zdaj seveda tisti raziskovalci, ki so se ukvarjali s kasnejšimi desetletji Ljubljanske univerze, so rekli, tako nekako, zdaj malce parafraziram, bolj ko smo se nacionalizirali, manj je bilo internacionalizacije. Ta prva generacija je bila še zelo v stikih, potem je pa seveda prišla vojna, prišle so nove generacije in so izgubile stik z Avstrijo. Ampak seveda jasno, to so bili eminentni profesori, recimo Miklošič je bil tak naš rojak, ampak seveda njegovi nasledniki Jagič in številni drugi slavisti so bili najbolj ugledni slavisti tistega časa. Potem recimo klasični filologi so bili izjemni. Tukaj so povabili pravzaprav najpomembnejše v bistvu nemške klasične filologe. Potem s časoma se je razvila romanistika, ki je nekoliko mlajša. Tukaj je bil Majer Lübke, pa Musafija in tako naprej. Da ne govorimo seveda tudi o drugih vedah, da ne govorimo o germanistiki, ki je bila pomembna. Skratka, študirati na Dunaju je poseben privilegij. Naredil si maturo, pa si bil že v stiku s najpomembnejšimi znanstveniki tega dela Evrope. No, seveda, če pogledam svojo stroko, to romanistiko, gotovo to ne je bil gotovo eno središč sveta, mogoče eno 3 ali 4, kot vemo, se je moderna romanistika razvila bolj na kontinentu kot drugje, se pravi predvsem v nemško govorečih deželah, in Dunaj je bil verjetno eno 3 ali 4 tovrstnih središč, recimo poleg Bona takrat, pa mogoče kakšnega švicarskega mesta, ki je bilo tudi izjemno prominentno, kar zadeva romanistiko. Za druge stroke velja podobno, ali kako? No, pa še nekaj treba poudariti, jasno. Majer Lübke je bil Švicar, smo zadnjič ugotovili. Musafija je bil dalmatinski Jud. Potem so bili seveda tukaj umetnostni zgodovinarji, danes ni kolega, ki je prispeval odličen prispevek, ampak eden je bil Štrigovski, eden je bil pa Dvoržak. Se pravi, eden je imel poljske korenine, ta je bil celo malce nacističen, potem je bil pa Dvoržak, ki je bil pa Čeh. Se pravi, lingua franca tega časa je bila seveda nemščina. Na slavistiki so bila predavanja v nemščini. Miklošič je s svojimi študenti govoril nemško. Ampak verjetno zato, ker ni tako obvladal slovensko kot te mlajše generacije. Potem so se stvari spremenile. Recimo Jagič je korespondiral s svojimi študenti v hrvaščini, oni so pa pisali mu v slovenščini in tako naprej. Zadeve so se spremenile, ampak vendarle to so bili izjemni profesori. Konkurenca je bila seveda zelo huda, zelo težko je bilo dobiti to mesto. In mislim, koliko je bilo hudo seveda zapustiti domače ognjišče in iti, ne vem, iz Novega mesta Ljubljane ali Kranja, recimo na Dunaj, ampak seveda takega stika z znanostjo praktično ne bomo več imeli, tako množično, kot smo ga imeli takrat. No, to obdobje se pravi... Pa mogoče še to rečem, pa niso bile eksterne mature, interne mature so bile. Matura tukaj je bila popolnoma priznana in znanjem te gimnazije, to si ti preučevala, si lahko pač brez problema študiral na Dunajski univerzi. To obdobje, se pravi druga polovica 19. stoletja, zadnja desetletja in začetek 20. stoletja, seveda ni bil samo čas, kot smo slišali prej, novega režima študija, se pravi študijskih reform, drugačne zastavitve študija in tako naprej, ampak v bistvu, kar je mogoče zelo spomembno, čeprav je s tem prvi povezano, tudi čas nekakšnega preoblikovanja strok ali pa celo njihovega nastajanja. Sodobna humanistika, številne humanistične stroke so prav v tem obdobju dobile nove in zelo pomembne impulze za svoje delovanje. Dejansko je šlo za neko prebojno obdobje. Če pomislim ponovno, če si dovolim pomisliti spet na romanistiko, ki jo mogoče malo bolje poznam, je dejansko to obdobje, od katerega nekako romanistika živi še danes. Takrat so pravzaprav nastajali prvi etimološki slovarji, recimo prav Majer Lübkejev, znanega, torej dunajskega profesorja švicarskega rodu, ki je še danes pomemben slovar, prve slovnice primerjalne romanskih jezikov in tako naprej. Romansko jezikoslovje, oziroma jezikoslovje nasploh, se je počasi odcepljalo od filologije in tako naprej. Zdaj, kako je bilo tukaj z drugimi strokami? Mislim, da je čas, da mogoče malo pogledamo, kako je bilo z drugimi strokami. Tukaj imamo številne predstavnike teh strok, ne dovolj številne, no bi si želeli še koga drugega, ampak vendarle bomo poskusili.
tukaj pri meni Matej, klasični filolog, in on se ukvarja dejansko z doktorandi z področja klasične filologije, ki je bila seveda izjemno pomembna veda, nekako, recimo temu, mati vseh filologij v tem času, in seveda za Slovence tudi izjemno zanimiva. Tako da, mogoče Matej, če bi ti lahko povedal kaj o teh doktoratih in doktorantih? Klasični filologi so v tem našem pregledu oziroma knjigi so umeščeni na prvo mesto. Morda tudi zato, ker je oseba, ki je pravzaprav v avstrijsko srednje, zlasti pa visoko in srednje šolstvo prinesla največ novosti in je bil pravzaprav duša srednješolske in visokošolske reforme, je bil prav klasični filolog Bonic, ki je tudi ustanovitelj seminarja za klasično filologijo na Dunajski univerzi in je iz izjemno bornih razmer, ki so vladale pred letom 1849, ko tako rekoč filologije ni bilo, bil samo en profesor, ki je predaval 2 uri tedensko in en privatni docent, ki je imel jezikovne vaje in to je bilo vse. Potem pa, torej Bonic je pa dejansko postavil na noge oddelek in v njem ker se je zavedal, da če želi, da bo stroka uspela, potrebuje izobražene posameznike in ta oddelek je postal potem centralna izobraževalna središče. In enako je bilo tudi za druge stroke. No, kar zadeva pa filologe, če se mogoče samo nanjo sredinim, v bistvu je doktoratov z področja filologije 9, kar je mogoče malo, glede na pomen, ki sta ga imela oba jezika tedaj v srednjem šolstvu, glede na to, da jim je bilo odmerjenih tudi tja do 50% vseh učnih ur. In mogoče je bilo tudi malce zanimivo, da od teh 9 filologov, torej so 3 duhovniki. 3 duhovniki, ki seveda v sami filološki stroki niso delovali, zato ker vsi 3 so po doktoratu oziroma so šli delati doktorat z enim samim namenom, da bodo poučevali na novo ustanovljeni oziroma prvi čisto slovenski gimnaziji, to je bila gimnazija v Šentvidu. No in od teh 9 je pa tako, torej imamo 9 doktorandov, 8 od teh jih je delovalo kot učitelji, zdaj 3 so duhovniki, potem 2 eden se je popolnoma izgubil, ni nikoli deloval, eden je deloval v tujini, eden je kmalu umrl, tako da, če zdaj vse to seštejemo, kar sem zdaj na hitro navrgel, v končni fazi dobimo 3 filologe, ki so dejansko potem na področju stroke kaj pomenili, pa še ti 3 so delovali samo na področju srednjega šolstva in v bistvu samo eden kot literat, to je bil Fran Detela. Detela je tudi, njegova disertacija je tudi pravzaprav najstarejša ohranjena, je prva disertacija, ki je nastala na Dunajski univerzi, torej disertacija, ki je ohranjena. Detela se je v njej ukvarjal z Aristofanom, z Aristofanovo komedijo Vitezi in je obdeloval eno literarno temo. Kot je že Tone omenil, to ni disertacija v sodobnem pomenu besede, to je res ena malce obsežnejša seminarska naloga, ki jo je seveda lahko pri tedanjih razmerah in pri literaturi, ki je bila tedaj na voljo, posameznik napisal. Bolj kot se odmikamo od Detele po časovni lestvici navzgor, obsežnejše so disertacije, bolj poglobljene, tudi več literature je bilo na voljo, ker je bilo tudi več stikov s tem nemškim prostorom, tudi študentje so bili precej mobilni. Mogoče je bilo še to malce neprijetno presenečenje, da od 9 doktorandov oziroma od 9 disertacij so ohranjene samo 4. Tako da za mnoge sva se s Tonetom spraševala, kaj se je z njimi zgodilo, ali so bile po kakšnem ključu izločene, ali so založene, skratka tega odgovora nimamo.
Mogoče samo še to iz samega dela oziroma raziskovanja. Ena od poglavitnih nalog je bila tudi, da smo bili velikokrat pri doktorandih, ko smo delali preglede teh seznamov v dvomih, ker mnogokrat so bili popolnoma slovenski priimki, smo rekli, ta gotovo Slovenec, pa je bil materni jezik je bila nemščina. Sploh v Gradcu. Pa tudi na Dunaju je bilo kar nekaj takih primerov, ne? Ali po drugi strani imamo popolnoma nemški priimek, pa kot materni jezik je navedel študent slovenščino. No, tako, mogoče samo za sklep, da ne bom predolg, nobeden od teh filologov ni potem delal akademske kariere. Zanimivo je pa tudi to, da torej, če primerjamo potem recimo z doktorandi v Gradcu, v Gradcu jih je doktoriralo več kot na Dunaju iz klasične filologije in tudi ti posamezniki so odigrali recimo v slovenskem kulturnem prostoru, razen mogoče z izjemo Detele, večjo vlogo kot dunajski doktorandi filologije. Ko je tu pa še nastaja, tu moramo pa toliko. Ja, samo mogoče to, ko smo se pogovarjali o Muttersprache, z Rokom so se večkrat o tem pogovarjala, seveda ne smemo 100% reči, Muttersprache je enako materin jezik, lahko je to občevalni jezik, to dojemanje Muttersprache je bilo verjetno različno v različnih obdobjih. Lahko preprosto pomeni jezik, ki ga najboljše znaš, ne? Tako. In marsikdaj je tako, mama je bila resnično Nemka in zato je bila Muttersprache Deutsch, čeprav so se pogovarjali. Skratka, treba je malo biti previden, ne, se tem se tudi pisati. Zdaj samo tu so vas špekulirali tudi včasih. Tudi. Je bil enkrat je navedel pa slovenski jezik, drugič nemški, ali pa to jezik okolja, recimo občevalnega nemščina, oziroma državni jezik je nemščina, jezik okolja, če je bil zdravčen, je italijanščina, materni jezik je bil prav to slovenščina. Nenavadno pravzaprav, da tile klasični filologi Dunajske univerze, torej slovenski doktorandi, niso imeli kakšne velike teže pri oblikovanju slovenske univerze, pravzaprav, ne? Ne. Kar je nenavadno za tako bazično stroko. Nobeden od teh doktorandov ni, recimo, na nobeni od avstrijskih univerz nikoli dosegel nobene, torej ni prišel do habilitacije. Verjetno je bilo tudi to pri nastajanju potem Ljubljanske univerze predvsem odločilnega pomena, da ni bilo nikogar, ki bi dejansko bil habilitiran za to področje. Tako da, no, mogoče samo še prej to me je omenil, ne, da so se nekateri od teh posameznikov so se izgubili. En tak primer je tudi recimo med filologi Franz Prosenc, ki je torej dokončal gimnazijo na naših tleh, potem doštudiral na Dunaju, potem je pa vse svoje dejavno življenje preživel kot učitelj na Moravskem. In nekaj časa sem ga še lahko spremljal, potem na neki točki se pa vsaka sled za njim izgubi in tudi raziskovanje se je potem tam ostavilo nekaj, naš fokus so bile disertacije, ne potem njihovo nadaljnje delo. Ampak takšnih primerov je še kar nekaj. Hvala. No, torej, klasična filologija je bila seveda dolgo časa kraljica, pač ne bomo rekli znanosti, ampak ved, humanističnih ved. Tako vendarle postopoma so se pa uveljavljale tudi nacionalne filologije, tako imenovane, se pravi študij modernih jezikov, ne seveda za zelo modernega stališča, ampak še zmeraj za zelo historičnega stališča, pravzaprav do pred nekaj desetletij, tako rekoč, skratka dolgo časa stroka ni odkrila pomembnosti proučevanja tudi modernega, sodobnega jezika, se pravi, perspektiva je bila večinoma, čeprav ne izključno zgodovinska, no, ampak vendarle zelo pomembne so postale tudi nacionalne filologije in ena od teh je bila tudi na Dunaju, slovanska filologija. Slovanski jeziki so bili seveda jeziki tega velikega cesarstva in ni presenetljivo, da je cesarstvo imelo interes za študij oziroma za raziskovanje jezikov velikega deleža prebivalcev te monarhije. S tem se je ukvarjala Andrejka Ženj, ki jo zdaj prosim za besedo. No, to področje se je izkazalo zelo drugačno, kar zadeva tudi doprinos k ustanovitvi Ljubljanske univerze v primerjavi s klasično filologijo. Tukaj je bilo nekaj prominentnih slavistov, da tako rečem, ki so dejavno sodelovali pri ustanovitvi in pri vodenju te univerze. No, tukaj imamo tudi enega na platnicah, knjiga je zelo lepa. Na platnicah imamo
Franceta Kidriča, ki stoji tukaj ob svoji promociji skupaj z Rudolfom Moletom, bratom bolj znanega, verjetno vsem bolj znanega Vojeslava Moleta, umetnostnega zgodovinarja. Ima talentico, moš povedati. No, to ne pravi, da ima talentico in da je to pomemben podatek. In frak, se pravi študentsko znamenje in cilinder. Tako sta mogla iti na promocijo, to bi svetoval še kakšnim podočim, da so tudi tako približno oblečeni, ne pa tako, kot so večinoma oblečeni na promocijo. Ja, Stolnica za slovansko filologijo je bila ustanovljena leta 1848, kar seveda ni naključje. To je bil idealen čas za institucionalizacijo znanosti, ko so se oblikovale vsebine nacij v današnjem pomenu besede in ravno slovanska filologija je bila tista znanost, ki je bila najbolj kompetentna za vprašanje odnosa med jezikom in kulturo ter novo nastajajočimi oziroma na novo oblikovanimi narodi oziroma narodno identiteto. Jaz sem se v bistvu ukvarjala s samimi superzvezdami. Moj problem je mogoče kdaj bil prevelika količina podatkov, ampak vseeno je bil pa doprinos pri tem projektu, da se je odkrilo marsikaj novega, kar je bilo doslej skrito, kar je ostajalo v arhivih. Popravljene so bile tudi nekatere biografije manj znanih kandidatov, pri katerih se iz ene publikacije in iz ene objave v drugo ponavljajo podatki, za katere se je potem v arhivskih virih izkazalo, da so dobesedno napačni. Tukaj bi seveda najprej izpostavila vlogo že omenjenega Miklošiča. Mogoče je nenavadno, da je bilo v Avstro-Ogrski monarhiji najbolj množičen narod so bili Čehi in češčina je bila včasih tudi sinonim za slovanske jezike. Vseeno je pa vodja prve stolice za slovansko filologijo postal Slovenec Miklošič. On je pač to vedo zasnoval zelo na široko, on je bil v tem tesnem stiku z evropskimi intelektualci, si z njimi dopisoval, znanstveno razvijal vedo. Potem bi pa jaz samo na kratko naštela pa na kratko označila njegove študente in njihovo vlogo pri ustanavljanju Ljubljanske univerze. Ugotavljala sem, da je ta vloga bila bodisi posredna, bodisi neposredna. Eden prvih Miklošičevih učencev je bil Štrekelj, ki se je ukvarjal z dialektologijo, z etnologijo in z literarno zgodovino. Po doktoratu je bil nekaj časa po habilitaciji predavatelj na Dunajski slovanski filologiji, potem je pa dobil mesto v Gradcu. V Gradcu je nadomestil Vatroslava Oblaka, verjetno enega najbolj nadarjenih slavistov in slovenistov, ki je v svojem kratkem in bolehnem življenju raziskal in obdelal verjetno več, kot je bila sposobnost enega človeka. Ko sem brala, kaj vse je raziskal, kaj vse je odkril, kako je bil moderen in napreden v svoji metodologiji, se mi je zdelo skoraj neverjetno. Za Štrekljem je prišel v Gradec Rajko Nahtigal. On je pa že tisti vezni člen med Dunajsko-slovansko filologijo in Slovensko univerzo. Bil je med ustanovitelji Slovenske univerze, pomemben pa tudi zato, ker je bil učenec Frana Ramovša, ki je imel ustanovno predavanje na univerzi. Pred stoletji na današnji dan, ja. Poudarjala bi pa še, da se je Ramovš pri svojem dialektološkem delu navezal na dialektološko zapuščino Karla Štreklja v Gradcu, ki je ostala večji del neobjavljena. Danes je nekako odkris, da se je slovenska dialektologija začela in razvila nekako v 30 letih v okviru inštitucij v Ljubljani.
ampak dejansko je bila že v času druge polovice 19. stoletja, na začetku 20. stoletja, to zelo razvita, napredna, moderna disciplina. Potem seveda Janko Šlebinger, ki je bil najprej učitelj po koncu študija, potem pa prvi in dolgoletni ravnatelj današnje Narodne univerzitetne knjižnice. France Kidrič, ki je prišel na univerzo leta 1920, se pravi eno leto po ustanovitvi, bil je pomemben član skupine, ki je ustanovila SAZU in pa prvi predstojnik Inštituta za slovensko literaturo. Čeprav mu je bilo sprva namenjeno mesto na univerzi na Dunaju, njegov konkurent pri Stolici za slovensko literaturo, Ivan Grafenauer, je tudi kot Štrekelj doktoriral iz dialektologije. Po doktoratu oziroma že prej je začel poučevati na gimnaziji, vseeno pa je ostal tudi znanstvenik, ukvarjal se z literarno zgodovino, potem je ustanovil Inštitut za etnologijo in se s tem ukvarjal praktično do svoje smrti. Omenila bi še 3 ostale kandidate, ki danes niso tako znani, ampak so vseeno očitno precej prispevali k slovenski kulturi in znanosti. Eden je bil Ljudevit Pivko, ki je mogoče komu znan kot vojaški poveljnik. V resnici pa je bil celo življenje od študija do smrti predan zbiranju etnološkega gradiva na Dravskem polju, ki ga je vedno hotel dokončati, objaviti, ampak mu to do smrti ni uspelo. Josip Mencej, ki je bil učitelj, napisal tudi nekaj učbenikov srbščine in srbo-hrvaščine, in pa Josip Komljanec, ki je tudi se ukvarjal z dialektologijo, opisal svoje domače narečje in potem bil dejaven na Ptuju. Zlasti pri teh 3 sem našla v arhivih precej podatkov o njihovem življenju. Hvala. Super zanimivo. Seveda, poleg oziroma pred slovanskim jezikom je bila v monarhiji pomembna nemščina, ki je bila nacionalni jezik, in ne samo nacionalni jezik, ampak jezik, seveda, ki so ga vsi študentje in doktorandi, spravi tudi Slovenci obvladali. Skratka, zanimiva je dvojezičnost takratne študentske populacije, torej za ne Nemce, za nemško govoreče dvojezičnost, ki si danes seveda želimo, samo želimo na taki ravni. Verjetno ne. In nemščina je bila seveda protežirana recimo kot nacionalni študij na univerzi. S tem se ukvarjala kolegica Irena Samide, skratka z slovenskimi doktori z področja germanistike na Dunajski univerzi, in lepo prosim, če pač o tem pove nekaj besed. Jaz sem zelo kratka, ker sem dejansko obdelala samo 2 doktoranda, preprosto, ker so to edine 2 doktorata na Dunajski univerzi. Zakaj je tako malo germanistov, smo se spraševala že skupaj z urednikom Tonetom Smolajem, glede na to, da vendarle je bila nemščina zelo prisotna v našem prostoru, je v bistvu to bilo presenetljivo, moram reči, tudi zame zelo. Verjetno najbližji odgovor, zakaj se niso odločali Slovenci za študij germanistike, je ta, da dejansko niso videli prav veliko perspektive v tem študiju. Kot smo prej videli v tisti statistiki, je približno 40% vseh doktorandov dobilo potem službo kot učitelji v gimnazijah. Hkrati je bilo pa tudi znano, da so seveda bili učitelji v celotni Habsburški monarhiji so bili centralistično usmerjeni oziroma centralistično delegirani, se pravi, si človek ni mogel ravno sam izbirati, kje bo poučeval. In na prestižnih gimnazijah po celotni Habsburški monarhiji so poučevali nemščino Nemci.
Ja? Tako da se potem vidi, da recimo tukaj je bil še eden, ki je potem žal izpadel, recimo Anton Juk, ki je sicer naredil doktorat, ampak potem ni promoviral, teh izpitov ni naredil, o katerih je govoril Tone, on je potem poučeval na ljubljanskem mestnem dekliškem liceju. To je bilo recimo mesto, kamor si lahko prišel za germanistiko kot Slovenec, medtem ko pa kot rečeno prestižne gimnazije pa so vendarle bile nekako bolj rezervirane za Nemce, se pravi za maternega govorca nemščine. To mogoče v osnovi. Drugače pa, rekla sem, da dve imeni. Eno ime je seveda zelo znano v našem kulturnem prostoru, to je Matija Murko, znan pa ni kot germanist, ampak kot slavist. Ne glede na to, je pa on naredil doktorat z področja germanistike, starejšega nemškega jezika, je pa potem, kot vemo, v bistvu se uveljavil dejansko na univerzi v Pragi, kjer je zelo cenjen in ravno zdaj so bili tudi simpoziji posvečeni njemu v čast. Mi smo ga odkrili malce kasneje v Sloveniji, tako da smo ga začeli malce kasneje ceniti kot tujina. Vsekakor pa zelo pomembno ime, pomemben znanstvenik, v bistvu da celotni prostor. Manj znano je to, da je on poleg teh slavističnih del vendarle vedno vpletal v svoje razprave tudi germanistiko, habilitacije recimo raziskoval ravno Goethejev vpliv in veliko člankov dal, Goethe je pa srbsko pesništvo in tako da se je videlo. Se pravi, habilitacije je raziskoval nemško romantiko, vpliv nemške romantike na češko, na češko slavstvo. Drugi germanist, ki je doktoriral, je pa Primus Lesjak, on pa je eden od tistih treh izjem, ki smo ga uvrstili v monografijo, kljub temu, da je navedel, da je njegov materni jezik nemščina. Njegov oče je bil Slovenec, mama je bila Slovenka Zablatnik, izviral je iz Koroške in dejansko ga tudi recimo Slovenska enciklopedija vodi kot rojaka, vendarle pa nekako uradno se pa ni izdajal za Slovenca, je pa definitivno znal seveda oboje, ukvarjal se je dialektologijo, postal tudi pomemben strokovnjak prav na področju dialektologije, proučeval koroška narečja, je pa pri nas recimo tudi zelo zanimivo nemški jezikovni otok ob Sorici in na Tolminskem, ki ga danes dejansko ni več. Zgodovinsko, nacionalno pa malce problematično, bom rekla, ker vendarle bolj zagovarjajo to germansko noto, ampak mogoče to lepo. Hvala lepa. Irina je omenila, da pač je študiral Murko tako germanistiko kot slavistiko. To je bilo zelo običajno, skratka ti študiji so bili večinoma zelo interdisciplinarni. Tudi moji romanisti, recimo, kandidati z področja romanistike, vsi so študirali še kaj drugega zraven, tipično germanistiko ali slavistiko in tako naprej. Skratka, tega tipa študija vsaj na humanistiko, kot ga imamo danes, kot možnost, enopredmetnega, tega pravzaprav niso poznali. Skratka, vsi so bili zelo razgledani po več disciplinah, koliko je to šlo v globino, sveta tega ne moremo vedeti, ampak vendarle študij je bil izrazito interdisciplinaren. To velja za celotno humanistiko pravzaprav. Kot smo slišali, je ta fakulteta, torej Dunajska filozofska fakulteta, gojila zelo različne študije in nekaterih danes ne bomo mogli predstaviti. Med drugim recimo umetnostne zgodovine, ki je posebej zanimiv mogoče, ker je dal ljudje, ki so se formirali na Dunajski umetnostni zgodovini, so res postali stebri slovenske umetnostne zgodovine. Vsi vemo za to slavno trojico, Moleta, Steleta in Cankarja, Izidorja namreč Cankarja seveda, poleg Mantuanija, ki je tudi tukaj predstavljen. To je bila izjemno pomembna šola, ki je očitno imela izjemno daljnosežne vplive tudi na strokovno življenje tehle slovenskih umetnostnih zgodovinarjev in verjetno tudi na formacijo tega oddelka umetnostne zgodovine na tej fakulteti. Če pomislimo samo na Moleta, ki je imel velik interes za vzhodno umetnost, vzhodnoevropsko umetnost, bizantinsko recimo, to je razvil dejansko med svojim študijem na Dunaju, ko je v svojem doktoratu se ukvarjal s tem področjem, ker je bil gor specialist dejansko za vzhodno umetnost. In eden prvih, ki so se na Slovenskem sploh s tem ukvarjali. Slovenija seveda je, glede na svojo zgodovinsko pozicijo, bila naravnana vse, kar zadeva umetnost izrazito na zahod. Tako da v bistvu vzhodni umetnosti, vzhodnoevropske umetnosti smo vedeli izrazito malo in še danes je deloma tako, mogoče tudi zaradi vpliva teže dunajske umetnostne zgodovine, ki vendarle ni bila smerjena pretežno na vzhod, ampak na zahod.
No, ampak kot rečeno, mogoče bolj pomembno ta trenutek je to, da je na Dunajski univerzi, na Dunajski filozofski fakulteti, so se študirale stroke, ki danes nikakor ne spadajo na filozofsko fakulteto, kot je to ne povedal, so bile tukaj 4 fakultete, teološka seveda, ki je nekaj posebnega, še danes recimo, medicinska, ki je tudi nekaj posebnega, pravna, vse ostalo je pa šlo na filozofsko fakulteto kot pač gojiteljico vseh drugih strok, vseh drugih modrosti, da tako rečemo, etimološko. In tukaj so se študirale tudi številne stroke, ki danes nikakor ne sodijo sem, oziroma jih ne povezujemo s filozofsko fakulteto. Začeli bi z neko stroko, ki je mejna, pogosto mejna, in to je geografija, ki je deloma družbena, kot vsi vemo, deloma pač tudi fizična. In s to stroko, oziroma z doktoranti iz te stroke se je ukvarjal Žiga Cviter, ki ga prosim, da nam o tem kaj povem. Lepa. Jaz bi najprej prosil samo za Miško, zato lahko odprem svoj škoj. Ta čas vam pa povem, da je bila seveda interdisciplinarnost izredno pomembna v obravnavanem času tudi za geografe. Številni geografi so študirali zraven tudi na oddelku za zgodovino, pravili nekatere izpite na oddelku za zgodovino. Nekateri geografi so opravili tudi nekatere izpite iz geologije in podobno. Kar zadeva pa jezikovna znanja in veščine, pa sem tudi zaznal nekoliko drugačne trende, oziroma vsaj našel sem nekoliko drugačen primer. Geografi očitno niso imeli tolikšne afinitete do jezikov kot jezikoslovci in posledično je bila recimo dizertacija Josipa Cerka sprva zavrnjena zaradi tako vsebinskih kot jezikovnih napak in šele, ko je popravil dizertacijo v obeh vidikih, je potem lahko dejansko pristopil k doktorskim izpitom. Kot je bilo že rečeno v tej predstavitvi, seveda je druga polovica 19. stoletja tisti čas, ko se formirajo številne znanosti v današnjem pomenu in to velja seveda tudi za geografijo. Na Dunaju je bilo prvo mesto rednega profesorja iz geografije ustanovljeno leta 1851. Kar zadeva pa sam razvoj geografije kot stroke, se je seveda v drugi polovici 19. stoletja izredno močno razvila fizična geografija in znotraj nje predvsem geomorfologija. Na Dunaju je del obravnavanega časa deloval slavni geomorfolog Albrecht Penck, ki ga vidite tudi na tem slajdu, torej 2 desetletji, kot vidite, je deloval na Dunaju in on je bistveno prispeval k mednarodni uveljavitvi Dunajske fizično-geografske šole s svojimi problemskimi pristopi in njega je potem v obravnavanem času nasledil Edvard Brückner, njegov učenec. Druga pomembna usmeritev dunajske geografije v obravnavanem času, ki je ključno zaznamovala slovenske študente, je bila pa historična geografija. In znotraj historične geografije, torej na področju historične geografije, je v obravnavanem času na tej fakulteti deloval na primer Wilhelm Tomašek in potem seveda njegov učenec Eugen Oberhumer. Na tem slajdu vidite 5 geografov, ki so doktorirali na Dunaju v obravnavanem času. Na tem slajdu vidite, da so geografi na Dunaju doktorirali znotraj obravnavanih bližno 5 desetletij v zadnjem času obstoja Avstro-Ogrske in to se kaže tudi v višji kakovosti dizertacij, o kateri bom nekaj več povedal pozneje. Kar zadeva vsebino teh dizertacij, teh 5 kandidatov lahko razdelimo na 2 osnovni skupini. Po eni strani gre za regionalno geografijo, v primeru Jožeta Rusa s poudarkom na krasoslovju. In druga skupina so seveda historični geografi. Znotraj teh historično-geografskih doktoratov pa imamo spet prisotni 2 vsebinski skupini. Po eni strani gre za študente, ki so obravnavali historično geografijo prebivalstva in historično zgodovino poselitve in po drugi strani gre za študente, ki so v dizertacijah obravnavali zgodovino kartografije. Nihče od navedenih obravnavanih doktorjev ni v nadaljevanju naredil akademske kariere, vendar pa so 3 med njimi delovali na področju geografije
To so bili seveda Jože Rus, to je bil Vinko Šarabon in to je bil v preostanku svojega kratkega življenja tudi Josip Zek. Najpomembnejša sta bila torej v nadaljevanju Šarabon in Rus, zato bom nekaj več povedal o njunih dizertacijah. Torej, kot vidite, obravnavamo tudi tega kandidata. Dizertacija Jožeta Rusa je regionalna geografska obravnava krasa Dolenjske in dela Notranjske. Rus sam je bil Dolenec, rojen v Ribnici, del gimnazije na primer je obiskoval v Novem mestu in v svoji dizertaciji se je lotil krasoslovne obravnave ozemlja, ki je bilo z tega vidika deležno do tedaj le malo pozornosti. Namreč krasoslovne raziskave so v tem času se že krepile tudi na slovenskem ozemlju, ampak šlo je seveda predvsem za raziskave klasičnega krasa, ne pa krasa Dolenjske in te skrajne vzhodne Notranjske, kot v Rusovem primeru. Tedanji ocenjevalec je dizertacijo označil kot pomemben doprinos k znanosti. Danes bi rekli, da gre za vsebinsko slabo osredotočeno in izrazito deskriptivno delo, ki pa vendarle vsebuje tudi nekaj empiričnih podatkov, ki po eni strani, kot bomo videli v nadaljevanju, so še danes zanimivi in poučni za krasoslovje, po drugi strani pa nam njegovi podatki omogočajo boljše razumevanje historičnega funkcioniranja pokrajine Dolenjske in vzhodne Notranjske na prelomu iz 19. v 20. stoletja. Najprej primer današnje relevantnosti Rusove dizertacije. Kar vidite pred seboj, je karta podzemnih vodnih povezav v delu današnje južne Slovenije in kot vidite povezave, ki je v Rusovi dizertaciji dokazana z barvanjem, med Rakitnico na Ribniškem polju in okoli 20 km oddaljeno Šico v dolini Krke. Torej, ta povezava danes ni znana, v Rusovi dizertaciji je pa predstavljena na podlagi verodostojnega dokaza z barvanjem. Kako lahko na podlagi Rusovih podatkov bolje razumemo historično funkcioniranje pokrajine, je Radensko polje južno od Grosuplja. Za Radensko polje je bilo na podlagi dosedanjih raziskav v zadnjih letih jasno, da je tukaj poplavna nevarnost torej predstavljala večji izziv kot na večini drugih kraških polj na slovenskem ozemlju. Kar vidite tukaj, so poplave z 10-letno povratno dobo na Radenskem polju in označeno je naselje Velika Račna. Za Veliko Račno nam arhivski viri iz sredine 16. stoletja dokazujejo, da so bile njive pogosto poplavljene. Ravno isto dejstvo dokazujejo viri sredine 18. stoletja. No, in Rusova dizertacija zdaj isto dejstvo dokazuje še na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Zdaj se seveda lahko vprašamo, zakaj? Zakaj niso pomaknili v poplavno varne lege? Tukaj nam pomaga predvsem francizejski kataster. Kar vidite tukaj zdaj na desni strani, je karta francizejskega katastra. Travniki so označeni s travnato zeleno barvo, bež so pa njive. In kot vidite, po eni strani iz te karte, po drugi strani pa nam to seveda razkrivajo zapisniki francizejskega katastra, operati, spisovno gradivo. Gre za preprosto dejstvo, torej vaščani vasi na Radenskem polju so posedovali samo ozemlje na Radenskem polju samem in seveda v njegovi okolici, ampak kot vidite z te karte, kjer imate prikazan model reliefa, okolica polja seveda ni bila primerna za ureditev večjih njivskih površin, tukaj imate številne vrtače, gre za grižo, torej kras s številnimi skalami in tam se seveda ni dalo njiv urediti in posledično je pokrajina funkcionirala stoletja tako, zdaj vemo v bistvu pol tisočletja, da so bile te njive pogosto poplavljene. Poglejmo še drug primer, dizertacijo Vinka Šarabona, ki se je, kot vidite, ukvarjal s spremembami evropskega prebivalstva v 19. stoletju. Rezultati Šarabonove dizertacije so res zanimivi. On je zbral izredno količino statističnih podatkov na ravni posameznih držav, ravno par let pred tem, ko je šlo še danes referenčno delo Aperçu Statistique Internationaux. Torej, Šarabon je moral dejansko te podatke še zbirati, torej
iz statistik na državni ravni, v nekaterih primerih tudi na delih posameznih držav. Ne? In na ta način je ugotovil, da se je število prebivalstva Evrope v 19. stoletju več kot podvojilo, z okoli 180 milijonov leta 1800, se je torej več kot podvojilo do leta 1900. Poleg tega ga je so ga zanimale jezikovne skupine in njihovo spreminjanje tekom 19. stoletja, ali pa saj spreminjanje pripadnosti ljudi po jezikovni pripadnosti, ki seveda ni nujno objektivno podana. Ne? In ugotovil je to, da se je število germansko govorečih ljudi povzpelo z drugega na prvo mesto tekom 19. stoletja, da je število govorcev romanskih jezikov padlo z prvega na tretje mesto in da so se govorci slovanskih jezikov povzpeli z tretjega na drugo mesto. Izračunal je tudi prebivalstveno težišče Evrope in prikazal njegovo spreminjanje. Tukaj vidite to kartografsko prikazano z njegovo metodo. Skratka, prebivalstveno težišče je opredelil kot presečišče usporednika in poldnevnika, ki Evropo po prebivalstvu delita na četrtine. In ugotovil je, da zaradi že predstavljenih sprememb se je to prebivalstveno težišče Evrope tekom 19. stoletja predstavljalo z okolice Regensburga v okolico Prage, torej proti severovzhodu. Ne upada število romanskih govorcev, raste število slovanskih govorcev in germanskih govorcev. Tole je tedanja ocena Scharabonove dizertacije, ki jo je napisal nihče drug kot sam veliki geomorfolog Albrecht Penck. Torej, dizertacija ni posegala na njegovo ožje področje raziskav, je pa vseeno bil ocenjevalec te dizertacije in tudi mentor Scharabonove dizertacije. In Penck seveda po eni strani pohvali Scharabonove podatke, po drugi strani pa ga seveda tudi nekoliko kritizira. Pravi, izbral je izjemno količino statističnih podatkov, vendar pa je njegova obravnava preveč deskriptivna. Preveč je zgolj opisal in premalo je pojasnjevan in še nekaj pogreša, in to so pojasnila glede kritičnega pristopa do podatkov različnih kakovosti. Se pravi, različnost v pristopu, zadržanost v pristopu do podatkov, ki temeljijo zgolj na ocenah, v primerjavi s šteti prebivalstva. Da vam samo ilustriram to večinoma deskriptivnost Scharabonove dizertacije, poglejmo primer Irske, nekaj seveda drastičen primer, vidite, da število prebivalstva Irske se prepolovi tekom druge polovice od sredine do konca 19. stoletja, ampak razlaga Scharabona za to nenavadno demografsko zgodovino Irske, torej od sredine do konca 19. stoletja, je, da je razlog, kot vidite, izseljevanje in sicer kot posledica neugodnih gospodarskih in drugih razmer. Pika. V spodaj imate pa navedeno kompleksnejšo, danes veljavno razlago tega fenomena. Scharabon sicer ni v vseh primerih tako deskriptivn, na primeru Francije, recimo, to ocenjuje. Torej, v primeru Francije je šlo za izrazito zgodno omejevanje rojstev in razlaga Scharabon po eni strani gre za izrazito visoko agrarno gostoto, posledično se posesti ne smejo več deliti, in po drugi strani gre za spremembo mentalitetno-kulturnih vzorcev v porevolucionarni Franciji. Kakšne sklepe zdaj torej lahko potegnemo? Da je seveda kakovost obravnavanih dizertacij rezultat tedanjega stanja razvoja geografije, ki je bila tedaj še večinoma deskriptivna in v kateri se je problemski pristop uveljavljal. In po drugi strani je to rezultat stanja razvoja univerzitetnega študija, o čemer je bilo že precej povedanega. Skratka, dizertacije so v mojem primeru, ker gre vendarle za konec dolgega 19. stoletja, primerljive nekako z magistrskimi deli bolonjske stopnje danes. In kakšen je današnji pomen teh dizertacij? Najpomembnejše so seveda kot vir za preučevanje zgodovine znanosti in univerzitetnega študija, vendarle pa v njih še najdemo nekatere drobne, tudi danes neznane podatke, kar smo videli na cerku, oziroma na ruskom. Hvala lepa. Hvala. No, to se mi zdi super zanimivo, posebej za tiste, ki ne vemo nič o geografiji, kako je pač to pravzaprav
zelo interdisciplinarno in kompleksno področje. Pa kot rečeno, torej, geografija smo rekli, da je neko tako mejno področje, neki most med naravoslovnimi in družboslovnimi znanostmi, vedami recimo boljše mogoče, ne? Ampak seveda kot rečeno je tukaj v knjigi predstavljenih veliko doktorandov oziroma njihovih disertacij z področja dejansko naravoslovnih znanosti. Med njimi so tudi zelo, zelo prominentni ljudje, za katere vem celo jaz, ki o tem nimam pojma o naravoslovju. Recimo, če pomislimo, torej ljudje, ki so res zaznamovali slovensko kulturo 20. stoletja oziroma slovensko znanost 20. stoletja, če vzamemo samo matematiko, ne, recimo že imenovani Josip Plemelj, znamenit matematik, tudi rektor seveda Ljubljanske univerze, pa tudi rektor oziroma dekan Filozofske fakultete v Černobici nekaj časa, Richard Zupančič, tudi že imenovani, potem recimo na področju fizike Lavo Žermel, ki ga poznam še drugega ne kot zavedna Primorka, recimo, ne, v kemiji Max Samec in tako naprej, v botaniki Fran Jesenko, edina doktorica, tudi Angela Piskarnik in tako naprej, skratka, res izjemni torej intelektualci, ki so delovali na teh različnih naravoslovnih področjih, poudarjeni naravoslovnih. No in mogoče bi zdaj lahko povedali še par besed o teh področjih. Mogoče bi dala besedo profesorju Brenčiču, ki je tukaj gost in ki se je ukvarjal z geologijo, potem pa prosim tudi kolega Žunkoviča, da pove nekaj o fizikih, ukvarjal sem že s filozofi, in kolegico Razoničnik, da pove kaj o matematiki, ki je sodelovala torej z profesorjem Klaznikom z Fakultete za matematiko. Tukaj imamo seveda tudi kolega Ferdiha, Francija Ferdiha, ki bi lahko kaj povedal o kemiki, ki ne bomo zelo veseli, če kaj reče, ampak seveda torej njegovo izbiro. Prosim, profesor Brenčič, mogoče par besed. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz upam, da ni zdaj ta odhod študentov znak odnosa do naravoslovja in tehnike. 90 minut je videl. Vem, kako je to. Ja, najprej hvala za besedo, pa seveda hvala za priložnost za sodelovanje pri tej monografiji. Jaz sem res naravoslovec po svoji osnovni vokaciji, se pa res da tudi ukvarjam za zgodovino svoje stroke, to je geologije. In mogoče za začetek bi samo to povedal, da ko vas poslušam, vidim, da je kar veliko znanega o proučevanju zgodovine ali pa intelektualne zgodovine, humanistike in družboslovja v Sloveniji. Moram pa povedati, da na tem področju, na področju naravoslovja in tehnike v primerjavi z razvitim svetom, če se lahko tako malo pleonastično izrazim, zelo zaostajamo. In v tej zgodbi sem se znajdel bolj po naključju, ker sem kakšno leto nazaj s profesor Žibonom debatiral o nekih arhivskih virih v zvezi s poplavami Planinskega polja, pa potem so čisto naključno prišla na Hinterlechnerja, ampak res čisto naključno v eni kavi. Pa se je začel razlagati, da nekaj o njem vem, pa je rekla, ja, mi imamo pa kopije iz arhivov o njem, in tako nekako je ta zgodba se začela odvijati, sem se pa jaz s Hinterlechnerjem že pred tem nekaj malega ukvarjal. In Hinterlechner, čeprav ima nemški priimek, je bil zaveden Slovenec. Ne glede na to je imela po drugi svetovni vojni zaradi tega njegova družina veliko težav. Ampak to je druga zgodba. Hinterlechner je edini geolog oziroma mineralog, ki je doktoriral na Dunajski univerzi. To je mogoče malček presenetljivo. Vzrok je pa v tem, da večina tedanjih intelektualcev, ki so se zanimali za to področje, je študirala na rudarskih fakultetah oziroma na rudarskih akademijah. Na teh rudarskih akademijah jih pa ni bilo tako malo. In sicer je bila znana rudarska akademija v Leobnu, še zmeraj danes deluje, potem druga rudarska akademija je bila v Banski Štjavnici in tretja je bila v Prižanu na Češkem. In z teh tam sicer žal ne poznamo veliko informacij o tem, pa tam je kar nekaj Slovencev študiralo in ti Slovenci so kasneje imeli zelo pomembne vloge v številnih rudnikih, ne samo rudnikih, ampak drugih dejavnosti povezanih z geologijo v Avstriji in tudi širše v svetu. Če se dotaknemo pa Dunajske šole geološke, je v tistem času verjetno bila, težko rečem, zelo težko reagirati, ampak gotovo, če ne najpomembnejša, pa gotovo med najpomembnejšimi geološkimi šolami na svetu. Namreč takrat so na Dunajski univerzi delovali izredno pomembni geologi, ki so postavljali temelje tedanje geološke znanosti v drugi polovici 19. stoletja. Geologija se sicer vzpostavi že kot znanost v 18. stoletju, to je tako zvana razsvetljenska geologija.
No, eden od teh res znamenitih geologov je bil dr. Süss in Süss je bil eden tistih, ki je postavil eno temeljnih teorij nastanka Zemlje v tistem času, razvoja skorje in napisal je v bistvu ključno delo Der Antlitz der Erde. In pod njemu so študirali številni slovenski naravoslovci, nekaj ste jih danes že omenili, od geografov do zlasti biologov. No, Hinterlechner je bil pa edini, ki se je nekako usmeril v študij geologije in mineralogije v tem čistem smislu besede in se potem tudi s tem v svoji karieri ukvarjal. Morda bi se tukaj dotaknil še maternega jezika in Hinterlechnerja. On se je smatral za Slovenca, vendar njegova mati je bila Čehinja in zaradi tega je govoril in pisal češko. Imel je celo psevdonim Posavski, to je po reki Sadevi na Češkem. Baje je napisal kar nekaj čeških člankov, nažalost jih še nisem uspel najti, ampak gotovo se kje skrivajo. In večino svoje profesionalne kariere, torej največjih dosežkov je dosegel na Češkem. Namreč bil je avtor dveh zelo pomembnih geoloških kart, da ne govorimo o člankih. To pa je počel v okviru Avstrijskega geološkega zavoda in na tem Avstrijskem geološkem zavodu je dosegel najvišji možni naziv, to je bil tako zvan šef geolog. To je bil v bistvu najvišji položaj znotraj geološkega zavoda, ki je bil mogoč v Avstriji. No in po tistem je on prišel v Ljubljano. Hinterlechner je izredno pomemben ne samo zaradi študija geologije kot take, ker je bil pač prvi geolog, ki je poučeval geologijo na Univerzi v Ljubljani, ampak tudi zaradi vzpostavljanja tehničnega študija v Ljubljani oziroma na Univerzi v Ljubljani. Ne vem, če poznate kaj te podatke, ampak v začetku so potekale velike bitke okoli tega, ali bo tehniška fakulteta sploh del Ljubljanske univerze ali ne. Na koncu so se odločili za tako zvano realno univerzo. Potem pa tekom obdobja pred drugo svetovno vojno so bili iz Beograda, pa ne samo iz Beograda, tudi drugod, zelo močni pritiski, da bi se tehnika v Ljubljani ukinila. In v teh spopadih, če se lahko tako imenuje, imel Hinterlechner zelo pomembno vlogo. Poleg tega je bil Hinterlechner 6. rektor Ljubljanske univerze in dolgo vrsto let rektor tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Imel je očitno človek z zelo veliko energije, žal pa je relativno mlad umrl za posledicami operacije, tako da v bistvu se je takrat zadeva nekoliko malo prekinila ta tok. Kljub temu je pa seveda študij biologije tekel. Mogoče še zanimivost to, da biologija se je v Ljubljani do leta 1950 poučevala na dveh fakultetah, in sicer na filozofski fakulteti in na tehniški fakulteti. Skratka, bila sta dva študija biologije in šele leta 1960 ta dva študija postaneta enotna. Hvala lepa. Hvala lepa. No, mogoče še hvala lepa, zelo neznano, najbrž mnogim. Zdaj pa prosim še dva kolega ali pa tri kolege. Eden se skriva. Za prispevek o drugih naravoslovnih strokah, ki so dejansko izjemno zanimive tudi tukaj. Bi pa mogoče tudi omenila še to, da smo zelo veseli, sodelavci zbornika, da smo uspeli, kar ni zelo običajno ne v Sloveniji, ne drugod, bi rekla, skupaj delati, družboslovci, humanisti in naravoslovci. Skratka, to v tem smislu je to delo mogoče nekaj posebnega, vsi smo združili moči in dejansko zelo dobro sodelovali. Tudi z tega stališča je knjiga mogoče nekoliko neobičajna. Prosim. Ok, bom jaz povedal nekaj o fiziki. Čeprav ti naši fiziki, 6 jih je študiralo v tem obdobju na Dunajski univerzi, niso prva liga slovenskih fizikov v tistem obdobju. Jožef Stefan je recimo ena generacija starejši od teh naših študentov, doktorandov. In tudi Štefan Dolinar, v prvem med njimi je bil učitelj, vsem ostalim pa več ne. Lahko jih razdelim nekako v dve skupini. Štefan Dolinar je bil prvi 20 let pred vsemi ostalimi, potem pa Anton Ratajc, Johan Knific, Anton Rožman, Adolf Pečovnik in edini, ki ga poznate med vsemi temi imeni, Lava Črmelj. In on je tudi edini, ki je neko, bi rekel, ne sicer fizikalno kariero, znanstveno kariero naredil, ampak je znan pač po svojem družbenem delovanju, potem, da je pisal učbenike, prve učbenike astronomije in take stvari.
Vsi ostali pa so bili pravzaprav učitelji. Kar je meni zanimivo in bomo o tem mogoče še kaj govorili kasneje, je to, da so recimo, da sta dva od njih bila duhovnika, ki sta najprej študirala teologijo, potem sta študirala pa fiziko. Nista, recimo delal sem pa tudi filozofe, obravnaval sem filozofe, med filozofi pa niti enega teologa ni bilo. To se mi je zdelo tako signifikantno na nek način. Je pa treba povedati to, kar smo slišali na začetku. Da so naši znanstveniki v tistem obdobju prišli res v stik z vrhunsko znanostjo. Nekako pri fizikih se po moje to najboljše vidi. Med njihovimi učitelji je bil Ludwig Boltzmann, sicer pa 3 ali 4 Nobelovi nagrajenci, Viktor Hess, Erwin Schrödinger, Otto Hahn in nekako bi najbrž, tako sva s kolegom Boštjanom, ki smo tukaj ugotovili, da bi Louisa ali Lise Meitner tudi si zaslužila Nobelovo nagrado leta 1944, ker je povsem enako vredno z Ottom Hahnom pač opisala to osnovo jedrske fizike, deljenje jeder. Lahko pa povem nekaj še o filozofih. Filozofi pa sploh spadajo v neko smešno dvodelno skupino, med katerimi sta dve izredno važni osebnosti, Alfred Čerko in Mihajlo Rostohar, ki pa nista delovala kot filozofa in nista znana kot filozofa. Rostohar je seveda eden izmed 3 utemeljiteljev slovenske psihologije in je mnogo pripomogel k ustanovitvi univerze, konec koncev. Alfred Čerko pa je tudi mnogo pripomogel k ustanovitvi univerze, je tudi njen kasnejši rektor in dekan medicinske fakultete, večkratni, če se ne motim, znan pa je kot zdravnik. Sploh Čerko je zanimiv še z literarno-zgodovinskega stališča, ker je ostro nasprotoval psihoanalizi in verjetno v Sloveniji zavrl njen razvoj za nekaj desetletij in je morda zato še danes tako popularna. Nik si imeli za tako kaj. Toliko. Super, hvala lepa. Še drugi mogoče? Jaz sem pa se s profesorjem Milanom Hladnikom iz Fakultete za matematiko ukvarjala z matematiki z zelo eminentnimi imeni, 8 matematikov sva preučevala. Glede na to, da se jaz na matematiko ne spoznam preveč oziroma zelo malo, je bila moja naloga predvsem zasledovanje te študijske poti oziroma študijske biografije študentov, ki so jih preučevala, in pa iskanje podatkov tudi o potem nadaljni karieri, za katero pri nekaterih ni bilo znano, kaj so počeli po doktoratu. Profesor Milan Hladnik je pa seveda natančno analiziral doktorate, ki so ohranjeni, žal so samo 4 od 8 ohranjeni. Potem sva našla še v arhivu v Ljubljani, Arhivu Republike Slovenije, osnutek doktorata Josipa Plemlja, kar je bilo tudi zelo zanimivo. Tako da je profesor prispeval opis teh doktoratov in predvsem pomen za takratno in današnjo matematiko. Hvala. Franci, lahko prosimo za par besed o kemiji. Ja, seveda. Torej, za razliko od matematike in fizike, ki ste bili del filozofskih fakultet že od časa ustanovitve Dunajske univerze, skratka od srednjega veka dalje, in sta v bistvu bile izločene, so se osamosvojile šele recimo v 20. stoletju, da niso danes več na tej fakulteti, je bila kemija pa tudi botanika primarno locirana na medicinski fakulteti. Z reformami Marije Terezije je bila tako več teže, tudi takrat je ustanovljen botanični vrt, recimo na Dunaju.
Po reformah, po marčni revoluciji pa je bila tako kemija kot botanika prenešena na filozofsko fakulteto in takrat je filozofska fakulteta postala recimo temu matična za res vse naravoslovne predmete. Od kemikov, ki so doktorirali, bilo jih je 5, so kar 3 postali prvi profesori na Ljubljanski univerzi. V bistvu sta 2 delovala na teh univerzitetnih tečajih, še preden je bila univerza formalno ustanovljena, namreč začasni visokošolski tehnični tečaji so se začeli že spomladi 1919 in so imeli veljavo v bistvu univerzitetnega študija, da so tisti, ki so prej študirali na Dunaju, pa zaradi razpada monarhije niso tega mogli nadaljevati, so lahko na teh tehničnih smereh in kemiji pridobili dokončno priznano izobrazbo. In tudi prvi učbenik univerzitetni je bil v bistvu šel že za potrebe teh tečajev. Zdaj, od tem 3 doktorjem kemije, ki so bili pomembni za razvoj kemije, bi lahko dodali še v bistvu prvega doktorja kemije, Antona Papeža, ki je sicer sprva deloval kot raziskovalec, potem pa kot učitelj na realki, ker je v nekih zbornikov 50-letnici univerze nekje tako med vrsticami razbrati, kot da je v bistvu on tudi pomagal pri ustanavljanju kemijskih laboratorijev, ker kemijske laboratorije univerze so bili sprva v kleti realke. On je bil pa v bistvu vodja laboratorijev od realke. Verjetno so tu bile neke povezave, žal pa dokumentov, ki bi to potrebovali, zaenkrat še nismo našli. Zdaj, samec je vseh teh 3 najbolj tak imeniten, bil je rektor, akademik, zelo zaslužen za gradnjo NUK-a, za pridobivanje finančnih sredstev, za začetek gradnje. V času njegovega rektorovanja so bile tudi težave, ker je beograjska vlada skušala znižati dotacije za univerzo, tako da tudi z tega stališča se je moral zelo truditi, kot so se seveda tudi številni drugi rektori, se takrat je bil mandat 1 leto, tako da je to breme padlo na več posameznikov. Zdaj pa, če lahko še omenim, pa bi izpostavil, da izmed teh 5 doktorjev kemije je bila pa med tem na Praški univerzi ena doktorica, ki velja za prvo slovensko doktorico filozofije, pač na področju kemije. Njena starejša sestra Eleonora pa je v Rusiji doktorirala in velja za prvo Slovenko sploh z doktoratom, s tem nazivom. Spet še eno žensko bi lahko omenili v povezavi z Ljubljansko univerzo, to je pa Anka Majer, ki je 4 leta študirala na Dunajski univerzi, potem pa je po razpadu monarhije, je pa potem v Ljubljani dokončala doktorat pri profesorju Maksu Samcu in je tako v bistvu prvi podeljeni doktorat na naši univerzi, je prijela Anka Majer, ki je formalno doktorica filozofije. Čeprav je bil samec na tehniški fakulteti, ona je bila upisana na filozofsko fakulteto, ker tam je pač bilo kemija kot naravoslovna veda, na tehniški pa kemija kot tehniška veda, kot industrijska panoga. Hvala lepa kolegu Pertihu. Mislim, da zdaj že malce pač mučimo občinstvo, glede na uro, da bomo počasi zaključiti, mogoče par besed pač dejansko o daljnosežnosti vpliva študija na Dunajski univerzi pač v slovenskem prostoru. Ta vpliv je seveda ogromen. Že v tem seveda se kaže, da je Ljubljanska univerza v marsičem bila po svoji strukturi zamišljena podobno kot Dunajska. Programi študijski so v veliki meri bili podobni pač programom na Dunajski univerzi, začetni. No, kar je pa še več mogoče, tudi programi, kakršne imamo danes, vsaj kar zadeva področje, ki jih malenkost boljše poznam jezikoslovje, recimo še vedno v veliki meri spominjajo te programe, seveda z velikimi razlikami na neki način, ampak vendarle ta jedra so ostala ista. Z več seveda poudarka na, če vzamem jezike, na sodobnih stvareh, ampak vendarle tista zasnova je točno takšna in se v nekaterih segmentih pomembno razlikuje od zasnove programov
na drugih evropskih univerzah, v drugih okoljih, recimo britanskih ali kaj podobnega, ki so seveda izhajajo iz druge tradicije, ali francoske, recimo. Skratka, naša univerza je vendarle, kar zadeva humanistiko v veliki meri, plod izvorne navezave na Dunajsko univerzo, na ta prostor. No, se pravi, to je nekaj, kar je neka stalnost, neka stalnica, kar nas spominja na prve čase, na dejansko začetke slovenskega intelektualnega življenja, ki je bilo v temelju povezano z Dunajsko univerzo. So pa seveda tukaj bistvene razlike, ena teh velikih razlik, ki smo jo veseli in ki je bila zdaj nakazana. Implicitno je tudi to, da je bilo takrat izjemno malo žensk. Danes je seveda situacija drugačna, skratka vendarle razvoj gre v različne smeri. Takrat je bilo žensk torej izjemno malo, tako med študenti, med doktorandi, kot med učitelji, recimo med mojimi, na moji smeri, na romanistiki je bila samo ena, znamenita Eliza Richter, pač prva docentka na Dunajski univerzi, znamenita romanistka, ki je predavala tudi nekaterim slovenskim študentom. Jaz bi s tem zaključila, skratka, v upanju, da bo ta knjiga dala še kakšen rezultat, da bo koga spodbudila, da nadaljuje po tej poti, dela še ogromno, mogoče bi veljalo raziskati tudi druge univerze. Kolegi so nekaj že delali, kar zadeva Gradec, in to bo tudi, mislim, da kmalu objavljeno. Slovenci so sicer študirali tudi drugje, ne samo večinoma seveda v avstrijskem prostoru, ki je bil matičen, ampak tudi drugje, recimo v italijanskem, recimo v Padovi, v Paviji in tako naprej, v Pragi tradicionalno, nekaj pomembnih ljudi, ki se je izobrazilo v Pragi, recimo. Tudi to ostaja še desideratum za proučevanje zgodovine. No, ampak ne tako nadrobno kot tukaj, ne mislim, da do neke mere. Skratka, upamo, da bo raziskava spodbudila dodatne raziskave. Jaz se vam samo lepo zahvaljujem za pozornost. Dam pa seveda zadnjo besedo uredniku, ki je imel tudi prvo besedo in številne vmes. Hvala lepa in tole nas spet besedo. Ja, hvala lepa. Jaz bi rekel, tudi zaključil z nekimi anekdotami. Meni je bilo seveda veliko veselje, da je recimo Lidija, to bi rad posebej podaril, brez katere verjetno tudi ne bi bilo te knjige. Ta knjiga je zdaj povezana z dvema ženskama. Maja je dala datum, Lidija je pa seveda ključno na koncu, ko je bilo enostavno vsega veliko, s svojim izjemnim znanjem in izkušnjami lektorskimi v bistvu nekako stvari popravlja, ko so že jaz rekel, se zdaj pa konc, je rekla, ne, moramo to še pogledati, to moramo še lektorirati, to moramo še dodati tam, in tako naprej, tako da hvala Lidija. Mi je bilo pa strašno veselje, da je Lidija, ki sicer ima strašno veliko diplom, in je tudi med drugim moja diplomantka, kako se je začela ukvarjati zgodovino matematike, koliko mi je bilo simpatično, kako se je kolega Igor začel ukvarjati zgodovino fizike. In simpatično mi je bilo, ko se je kolega Franci, ki je tudi moj dolgoletni prijatelj, začel ukvarjati zgodovino strok. Se pravi, tukaj smo res humanisti začeli se ukvarjati z nečem, česar ne poznamo, pa smo zdaj bogatejši. In recimo realisti, če vam smem to reči, da ste se začeli ukvarjati z drugimi. In zdaj seveda na koncu moram to šifro tukaj razložiti, kaj piše v zadnji. Kandidatovo raziskovanje je bilo okronano z uspehom. To je perifraza dejansko stavka, ki ga je v svoji oceni zapisal Vatrus Slavjanič. Govori pač o vidicu, ampak seveda jaz mislim, da je to to. Na koncu je ta knjiga in v bistvu ta knjiga je bila okronana z uspehom. Mislim, naš projekt je bil okronan z uspehom. Hvala lepa. Hvala.